Zdaj pravzaprav bomo naredili velik skok iz srednjeveške Izole na Goriško 9. stoletja in prosim kolegico Tanjo Gomiršek, da nam predstavi iz Goriškega muzeja, da nam predstavi referat skrbništva mladoletnih v jugovzhodnem delu Goriških Brd v prvi polovici 19. stoletja, pravni vidiki in realni. Sicer eno pripomba, jaz sem počevala, kako so se ta določila od muzeja v bistvu odražala, oziroma kako je to izgledalo v nekem realnem in družbenem kontekstu, tako da ne vem, sem pravno v sklopu. To je tudi jaz naredil. Pravno zgodovine. Se, ravno to je tisto, kako se pravo udejanja, to je. No, tako da, kot podlagno te raziskave, seveda sem imela gradivo zapuščinskih razprav, tukaj je sicer samo prva stran te razprave. Ja, se vračam. Tukaj je sicer samo prva stran te razprave, če povem nekaj o gradivu. Gradivo je lahko zelo, v bistvu, posamezen akt zapuščinske razprave je lahko zelo kratek, nekaj strani, lahko je pa zelo dolgo do nekaj 100 strani, to posamezno zadevo. In je tudi zanimivo, pravzaprav z različnih vidikov, predvsem za družbeno življenje in prav nekaj tega sem želela osvetliti nekatere segmente iz življenja mladoletnih sirotov v 19. stoletju, ter predvsem proučiti, v kolikšni meri ter tudi na kakšen način so se te pravni predpisi v zvezi s skrbništvom realizirali v vsakdanjem življenju. Drugače pa gradivo zelo bogato za materialno kulturo kmečkega prebivalstva, naprimer s svojimi legendarnimi popisi, potem hkrati pa tudi samo zgodovino družine, prinaša podatke o umrlem, potem o njegovih otrocih, zakoncev, drugih sorodnikih. Predvsem za zgodovino otroštva pa so uporabni sklepi iz skrbniškega urada, ki je v bistvu gradivo pripojeno tem zapuščinskim razpravom. Potem tudi določbe o skrbnikih, poročila o stanju dediščine, o vzgoji, o reji otrok in obračuni stroškov njihovega vzdrževanja, pa tudi dovoljenja za spregled starosti, namreč starostna meja je bila 24 let, marsikdaj prihajajo na skrbniški urad, še mladoletni, ki prosijo skupaj s skrbnikom za spregled starosti, da se potem lahko pravilno sposobni. No, za to družbo je bilo značilno, seveda, da je bilo zelo pogosta, družba se je zelo pogosto srečevala s smrtjo otrok, pa tudi ostarelih in seveda predvsem dela zmožnih odraslih članov skupnosti, tako da je zanimiva pripomba iz elaborata franciskega katastra, da so zaradi težkega dela in zaradi nezadostne hrane otroci pozno dozoreli in tudi odrasli zelo zgodaj ostareli. Tako da imamo, jaz sem kot muzealka, pa zbiram gradivo na terenu, recimo v tem primeru bi se, če bi imela nepopolne podatke, že starosti osebe zmotila za 20-30 let, pa gre za osebo, ki je živela pred 50 leti. Koliko kakšna stiha je bila še ne 150 let od tega, ko se da še obdobja lata v spomladanskem času. V prvi polovici še povem samo o gradivu oziroma o vzorcu raziskave. Gre za gradivo 419 primerov smrti odraslih oseb in v teh primerih gre za 128 primerov, v katerih je zabeležena tudi prisotnost mladoletnih otrok. V več kot pol, se pravi v 63% primerov je mladoletni umrl oče, v 30% približno mati, ter približno v 7% je šlo za primer, ko seveda mladoletnim umreta oba roditelja. Smrti je sledila zapuščinska razprava in eden izmed namenov je bil seveda tudi ugotavljanje obsega dediščine, predaja zakonitemu dediču oziroma ali dedičem, seveda, ter skrb za mladoletne otroke, ki so jim določili srednji. Tak sem se pač odločila za ta sodoben izraz, prav zaradi tega, da ne bi prihajalo do tega. Najprej sem seveda uporabljala izraz varuh, potem sem pa rekla, da mi ne bi bilo očitno ravno, da uporabljam izraz, ki trenutno oziroma danes ni v veljavi, prav iz obratnega stališča.
Spravi skrbnik je preživljal in vzgajal siroto in upravljal z njeno dediščino. Danes bi želela v bistvu predstaviti nek drug vidik, družbeni vidik mladoletnih oziroma same družbe, ki je na nek način specifična. Glede območje je specifično glede zemljiško-posestne strukture, pa tudi glede samih geografskih danosti, kulturne krajine in s njim povezane seveda obdelovalne tehnike. In zato bi želela kot enega zunanjih faktorjev, ki tudi vplival na velikost in sestavo družine, prikazati nasledstvene oziroma dedovanjske prakse, ki so seveda tudi povezane z mladoletnimi otroci. Tukaj želela samo na primeru seveda ene vasi, seveda slika oziroma ocena na primerih katastrov je zelo podobna v vseh vaseh v tem območju. 7 plemiških družin je imelo praktično večino zemlje, 181 hektarjev, gre za plemiške družine, ki tukaj ne prebivajo. 2 domači cerkvi 14 hektarjev, imamo še eno večjo družino, velikosestniško recimo družino Cotič in 28 domačinov, ki ima 24 hektarjev zemlje, oziroma obdelovalnega zemljišča. In zanimivo je, da zato imajo kmetje oziroma družine zemljišča večinoma v 3 oblikah zakupov oziroma kolonatov, kot je bila starejši termin. Pomembno dejstvo je, da je lahko zakupnik srednjeročno in dedno pogodbo, seveda teh je bilo zelo malo, pravico do obdelovanja lahko vknjižil. In to je bilo pomembno zaradi predaje premoženja. Poleg velike večine seveda zakupnikov, če gremo gledati še procentualno, glede na večino plačevalnega območja, lahko rečemo, da je obstajalo nekaj družin, ki je imelo v lasti zemljo, večina je pa imela bodisi večino v zakupu, bodisi delno lastno in delno zakupno zemljišče. Zaradi zelo majhnih v bistvu kmetij je to zakupno kmetijo obdelovalo lahko eno družinsko jedro, ki bo seveda po možnosti razširjeno navzgor, se pravi z enim ali 2 starima staršema, seveda če sta še živela, ali pa še z neporočenimi brati in sestrami. Vse te razširitve pa so bile večinoma le kratkotrajne in začasne. In zaradi pogostih zgodnjih smrti odraslih otroci navadno niso imeli dolgo živih starih staršev, če so v njihovem rojstvu sploh živeli, recimo v primeru analize ob poroki dedičev v eni bližnji vasi pokaže, da več kot 50% teh dedičev ob smrti ni imelo več živih očetov. Tako da taka družina, recimo, kot jo vidimo, kot se mitsko predstavlja, trigeneracijska z veliko otroki, je v bistvu v prvi polovici 19. stoletja v tem območju velika izjema, se verjetno tudi druge. Prav tako tudi zaradi nizkega demografskega porasta je v temu obdobju zelo malo neporočenih odraslih na tem teritoriju, gre za recimo manj kot 10 oziroma celo blizu 6% delež vseh odraslih in neporočenih, ostali vsi živijo v družinah. Kot sem želela prej pokazati, gre za grečevnato pokrajino, ki je zelo težka za obdelavo. Skratka, vsa ta grečevnata pokrajina je obdelana s terasami. Predvsem prednost je bila usmerjena v vinogradništvo in zaradi pretežno ročne obdelave je bila ta obdelava zelo zahtevna in velikost teh zakupnih kmetij, pa tudi manjših samostojnih je približno 8 njiv, oziroma to znese približno blizu 3 hektarje. Večje kmetije so vsegale približno do 15 njiv, oziroma 5,25 hektarjev obdelovalnega zemljišča. Kot sem že rekla, ugodnejši položaji imajo zakupniki, seveda teh je med temi procenti zelo malo, ki so zemljišče vknjižili in na to kot večji ali pa manjši posestniki lahko v obliki poročno-darilnih pogodb ali pa oporok predajali enemu oziroma dediču. Bomo videli kasneje, seveda, da je navadno bil dedič samo eden.
Zakupniki seveda s kratkoročnimi, teh je bilo največ, s kratkoročnimi pogodbami, pa so lahko gospodarji priporočili naslednika, a predaji kmetije sami niso mogli izvršiti. Tako da je bilo potem tudi njihovo vzdrževanje oziroma naprej njihovo preživljanje za vprašljivost, dokaj niso imeli nobene pravne zaščite. Če preidem še na predajo premoženja, zanimivo to, da se recimo vsi sloji večinoma poslužujejo oporok. V večji meri seveda je zelo majhen delež sploh predaje oziroma v gradivu zapuščinskih zadev oziroma razprav je povsod zapisano, s kakšnimi dokumenti je umrla oseba predala svoje premoženje oziroma na kakšen način. In je zanimivo, da so se vsi večji posestniki so predajo uredili s pravnim aktom in večinoma, tudi če gledamo poročne pogodbe, se ta predaja vrši zelo blizu oziroma tik pred smrtjo. Ponovno podarjam seveda, da je bila življenjska doba kratka in motiva zelo velika. Podobno je tudi seveda za otroci, ki v povprečju, če spet gledamo statistiko, je na podlagi seveda analize gradiva teh zapuščinskih razprav v družini živelo približno povprečno 2,5 otroka. Če preidem še na druge, v tem primeru lahko rečemo, da večina umrlih, ki ima neko premoženje, to premoženje urejuje oziroma predajo premoženje urejuje s pravnim aktom. V tem primeru imamo seveda, lahko poročujemo prav specifično primer do primera, primeru krčmarja, pa grajskega skrbnika in prikupčevalca z vinom, ki sta imela neko premoženje, gre za nenadno in za nepričakovano in smrt osebe, ki je bila dokaj mlada. Nekateri starši seveda se ob poroki glavnega dediča odločajo za predajo premoženja v njegove roke, čeprav to seveda tudi ni pomenilo dejanskega prenosa oblasti. Vse pogodbe vsebujejo določilo, da ima darovalec pravico do užitka na omenjenih zemljiščih in hiši zase in za svojo družino in jo mora obdarovanec pa jo mora to družino vzdrževati oziroma darovalca in njegovo družino v skladu z možnostmi. Obdarovanec mora tudi spoštovati darovalca in njegovo družino in spoštovati njihove odločitve. Tako da je v primeru smrti očeta je določeni ali pa že izbrani dedič, glede na situacijo, poleg matere prevzel skrbništvo nad ostalimi še mladoletnimi brati in sestrami. Iz gradiva je tudi razvidno, da delitve na več dedičev praktično ni. Tukaj sicer imamo del grafikona, ki nam kaže, da se je dedičina delila na vse otroke. Vendar je razvidno iz kasnejše situacije, ki je seveda v gradivu zapuščinskih razprav, da prevzame kmetijo oziroma dediščino eden izmed otrok, navadno seveda sin, in ostalim bratom da delne deleže, s tem, da prav to, če se seveda da lahko to pravno urejujejo, z dogovorom se ti odpovejo pravice do dediščine, se zadovoljijo z delnimi deleži in dovoljujejo družbo dediščine oziroma premoženja enemu glavnemu dediču. To je seveda verjetno izhaja prav iz te nujnosti, ker so kmetije tako majhne, da so v bistvu tudi sama družba poskrbela za nedeljivost kmetije. Hčere dedujejo seveda v primeru, ko ni nobenega moškega potomca pri hiši, navadno je tako, da se dediščina prepiše direktno na njenega moža, ženino premoženje oziroma ženo se pa opiše kot ženino premoženje se opiše pa kot hipoteko, naprimer. Očetov in materin letni delež pri ženskah je seveda bila dota in baba. Enako je bila določena vsota, ki so jo dobili moški potomci, ki niso bili glavni dediči. Tako da tukaj je podobno ob izplačilu
Seveda se ta izplačila lahko zavlečejo za dolge 10-20 let, lahko tudi do izplačila ne pride. To je verjetno predvsem, kot je razvidno iz gradiva, gre za te nižje sloje, ki so zelo revni in pač v tem gradivu niti niso zastopani na nek način, ampak recimo iz posameznih primerov lahko vidimo, da se dediščina ni bila izplačena in tudi je pristavek uradnika, da je nemogoče to izterjati, ker recimo oče ali pa brat, ki bi moral izplačati dedni delež, nima nikakršnega premoženja oziroma da se ga ne da izterjati. Tukaj lahko še vidimo en del dogovora. V primeru, ko je recimo umrl oče, dediščina se je sicer uradno delila med 3 sinove, vendar so kasneje prišli vsi 3 sinovi na sodišče v Poljsko in sklenili sporazum, s katerim so, kot sem že rekla, dovolili bratu, da knjiži dediščino in se sami zadovoljili z dednimi deleži. Zanimivo je to, da se iz teh formulacij oziroma iz členov pogodb je tudi razvidno, da se vzdrževanje v okviru družine pri majhnih mladoletnih sirotah, ki še same niso bile zmožne in niso mogli pri pomoči k delu v okviru kmečkega obrata, se je pokrilo oziroma celo preseglo ta zakonsko zagotovljeni dedni delež, spravi vse, kar je njimi sodišče prisodilo kot dedni delež, se zaradi vzdrževanja porabi. Mladoletniki so bili pa že delovno sposobni, pa je pokrilo obresti na dedni delež, ki se v dogovorjenem roku, če so seveda zapisali poročno pogodbo ali izplačal poroki. Zanimivo je pač tudi razviden ta vidik iz gradiva, da so otroke imeli za delovno silo, ki je v okviru kmečkega obrata, prav delitev te družbe, ki je v cenilnih elaboratih upošteva kriterij fizične sposobnosti upravljanja kmečkih del. Deli se na otroke do starosti 5 let, potem otroci, ki so že starejši in skupaj z ženskami upravljajo razna dela, ter mladeniči v starosti 15 do 17 let, katerih fizična moč je enaka polovici moči odraslega moškega. Poleg seveda dela zmožnih odraslih moških in ostarelih, ki dela niso bili zmožni. Če preidem še na žensko premoženje, v primeru ob smrti očeta je seveda dediščino upravljala vdova, ki je skrbniški urad določil moškega soskrbnika iz bližnjega sorodstva ali pa varuha veljaka. Iz gradiva ni razvidno, prej sem slišala vprašanje, kakšna je bila tudi funkcija botrstva. Nažalost, pač v gradivu zapuščinskih razprav se omenja samo sorodstveni oziroma pravni vidik povezave. Ob poroki so žensko s poročno pogodbo, ki se je pri višjih socialnih slojih, seveda tukaj je bilo zelo malo, izvršila pisno pred notarjem, pri nižjih slojih pa seveda ustno dogovori med starši in z njim so določili seveda premoženjsko plat. V primeru mladoletnosti neveste in ženina pa seveda je pri notarju zastopal oče, v primeru njegove smrti pa oba skrbnika, katerih konsens je bil seveda bistven. Kot sem že rekla, premoženje neveste je bilo sestavljeno z dote in bale in enako kot pri seveda moških se je ob izplačilu dote in bale zapisala pobotnica, s katero so se ženske povedale skupaj z ljudmi, povedale nadaljnje pravicam oziroma zahtevam za dediščino. Ženske so ob smrti zapustile bistveno manj kot možje, njihovi možje, in so, če so delile svoje premoženje navadno, delile v enakih deležih vsem otrokom. Edina izjema so seveda najbogatejše posestnice, gre za premoženja od 1500 do 1000 dinarjev. Te so navadno določile tudi za oporoko glavnega dediča in ostalim dodelile dedne deleže. Tako da pojavlja se privilegiranje seveda enega izmed potomcev, ki je dobil največji del dediščine in
katere vrednost se zaradi nujnih deležev seveda velikokrat prikazuje nižja, kot je bila tudi realna. In to je v odnose tudi med samimi otroki. Kasneje med odraslimi otroki, seveda oziroma med sorojenci, se prinaša neka medsebojna trenja. Iz arhivskega gradiva je razvidno, predvsem v drugi polovici 19. stoletja, ko je prebivalstvo že naraščalo in niso imeli vsi mladi možnosti poroke, da so recimo neporočeni sorojenci novega družinskega poglavarja, s katerim so bili tudi prisiljeni živeti. Velikokrat so poskušali izrabiti to družinsko premoženje v svojo korist. Recimo, obstaja primer, ko so trije bratje, ki so dobili zapisane delne deleže v vrednosti 100 goldinarjev, seveda na skrivaj poskušali odkriti, prodajati razne pridelke in drugo lastnino glavnega dediča, brata. Dediščina je bila sicer ocenjena v pogodbi na 1500 goldinarjev, seveda, ker je ta novi družinski poglavar oziroma njihov brat to krajno opazil, je sestavil uradni dokument in poskušal odbiti te zneske od njihovih deležev. Seveda so se brati odprli in zahtevali nov inventarni popis premoženja, ki je bilo takrat ocenjeno na 4700 goldinarjev. Tako da jim je v bistvu povišalo njihove delne deleže. Tako da lahko rečemo še en kratek zaključek, da so se določila državljanskega zakonika sicer uveljavila, vendar je družina in družba, v katero je bila opeta, sama aktivno iskala neka svoje ravnotežje in zelo zakonsko sprejetih možnosti. Hvala lepa. Hvala lepa.